Je že tako, da smo kupci avtomobilov navajeni na predalčkanje. Delimo jih v razrede, zato da jih lahko primerjamo med seboj. Ta ima večji prtljažnik, drugi je hitrejši, tretji dražji. No, pri Kii Niro imamo z relativnimi primerjavami težave, saj je Niro podoben marsikateremu avtomobilu na trgu, direktno pa nima nobenega podobnega tekmeca. Ko ga boste torej ocenjevali, se zato bolj zanašajte na absolutne vrednosti, na vprašanja, ali je za vas dovolj prostoren, dovolj terenski, dovolj dinamičen. No, mi menimo, da ima Niro zares velike možnosti, da vam bo ugajal. Je lep, je prostoren, spredaj se dobro sedi, ugajal bo tistim, ki radi sedijo više in imajo hkrati radi nad glavami še kak centimeter ekstra. Zdaj je prostora na pretek, sploh za noge. Zmoti morda samo preveč položno naslonjalo. Pa gredo v štric 3 otroški sedeži? No, z enoprostorci se pa ne more kosati. In tudi prtljažnik bo izgubil v primerjavi s podobno dolgimi karavani. Če Nira primerjamo s Sportičem, seveda ugotovimo, da je Niro bolj cestni kot klasični SUV. A v praksi smo se po makadamu vozili nad vse suvereno. Luknje minule zime ga nikakor niso spravljale iz tirnic. Pa bi lahko rekli, da je Niro bolj dinamičen kot Sportič? No, tudi tega ne moremo trditi. Če govorijo nianse, bi si želeli bolj enakomerno porazdelitev mase, na trenutke se Niro pokaže kot težaški. Razlog je verjetno v hibridnem sklopu, ki pa ga res moramo pohvaliti. Avto se veliko časa pelje na elektriko, bencinski motor se priključi povsem neslišno, menjalnik je dvosklopčni, samodejni in prestavlja odlično. Premišljena ekotehnika da torej navdušujoče rezultate. Tudi če se vozite pretežno po mestu ali pa samo po avtocesti, lahko zlahka pričakujete, da bo Niro zadovoljen z manj kot 5 litri za vsakih 100 km.